24 ur, več kot 1000 km. Človek, ki je premaknil meje človeške vzdržljivosti. Christopher Strasser je leta 2017 podrl svetovni rekord največ kilometrov prevoženih v enem dnevu. Podrl je 12 rekordov, vozil s povprečno hitrostjo skoraj 43 km/h in še mnogo več pride o njem, ampak najprej, kako je ta rekord sploh prišel do tja. Prvi uradno zabeleženi dolgoprogaški rekord je postavil Albert Kriekemans, belgijski kolesar leta 1903, ki je prevozil 451 km, kar je 280 milj v 24 urah. To je rekord, o katerem bova midva danes govorila. In 451 km mislim, da bi pa še ti odpeljal, ne? V enem dnevu verjetno, če bi imel dobro kolo in vse pogoje, če ne bi bilo dežjat, kot bova pol govorila s Strasserjem, o Strasserju, drugač pa nisem se še lotil več kot 234, ampak po mojem bi to uspel. Ko? Imaš pa namen, ne? Namen 300 km, ker je še vedno precej manj kot 451, ampak pol ti manjka samo še 150, tako rekvaj. So imeli pa takrat precej slabša kolesa, ne? Ja, to je bilo leta 1903, ne? Takrat so kolesa obstajala, sicer ne vem točno koliko dolgo, ampak tam je zelo. Ja, 70-80 let, ne. V 19. stoletju so razvili kolesa in takrat so bila res še precej slabša v primerjavi s tem, kar vam še vedno je imel povprečno kar visoko. Ja, povprečna hitrost je bila zelo visoka. Ja. Tam je 20 km/h. Ja, malo več. Blizu več kot 20. Ali več? Mislim, da manj kot 20. Ja, pa mi bi ratal, tako bom rekel. Mi bi ratal. So to opremo, ki jo imamo zdaj, mi bi ratal. Ja. Še vedno kar impresiven. No, potem so pa v 20 letih 20. stoletja, se pravi 1928, sta A.L. Wallis in Maurice Delattre presegla te razdalje in leta 1928, kot sem rekel, sta en od njih dveh verjetno je prevozil 600 km, kar je 373 milj. Da bi ti to ratal? To je pa že veliko težji. To je pa zdaj že veliko težji. 600 km. Če mislim narediti 300, pa sem nekako računal, da jih naredim v 11 urah. Ja. Pol bi prvi, ki se ne spozna na te zadeve, rekel, to je 300, to je 600, torej več kot 600. V 22 urah to pomeni, da bi lahko. Samo tle pa še ena stvar, ki bo tudi pri Strasserju govorila, kaj se tudi njemu zgodile, kaj se vedno zgodi, kad kolesar še take dolge razdalje. In če počakate do takrat, boste zvedeli, kaj se zgodila stvar, verjamem pa, da lahko še predvidevate, kaj bi to lahko bilo. Potem naprej so v 40 letih od 1940 do 50 sta Edwin James pa J.R.M. Rule postavila nove rekorde, ki sicer nisem točno uspel zaslediti, kaj so. Ja, pa verjetno niso neki neverjetni, to je bilo obdobje vojne. Obdobje vojne, ampak so bili pa novi rekordi, kar vsem pomeni, da so uspeli kolesariti kljub kolesnim razvijanjem v svetu. Ja. Kar je zanimivo, ne? Ja, mi bi bilo bolj tale nasleden, Benito Relana. Benito Relana je pa 1963. Ja, pa bi lahko že med vojno, če je bil Čilenc. Ja. Tam ni bilo neki veliko. On je verjetno bil mlajši, ne? Ja. Nima čisto vseh podatkov točno. Veva samo, da je leta 1963 postavil nov rekord, ki je bil pa 794 km. No, tukaj se pa ne moremo več debatirati, da bi to lahko rekel. Je to pa že oren povprečna hitrost velika in je pa to že kar precej težko. Te razdalje so pa že malo prevelike, da bi si mi lahko zamišljali, da bi lahko te naredili. Ja. Tudi tista kolesa takrat niso bila še tako dobra, ne? Ne, tudi 63. Ker mislite, ta prele kolesa, ki so za nas res stara, so 1970, 1980, pa se nam zdijo čiste kripe, ne? Ja, ampak govorila bo pa pol o enem preskoku tehnologije, ki je pa še prešel, ni bil še leta 63, ker so se pa pol so se zboljšala kolesa in vse material, hrana se zboljša. In s tem so potem vedno večje razdalje tudi v vzdržljivosti bile, kar je pa tle v bistvu disciplina, ne? Ja. Vzdržljivost na kolesarjenju. Ja, ta preskok je bil pa v 80 letih. V 80 letih
prejšnjega stoletja je pa svet ultrakolesarstva, to so ta dolge proge, bila kar prelomna leta. Pa ne samo v materialu, v hrani, pa v vsem planu, kako se trenira. Čeprav za te dolge je en zelo simpel trening. Greš na kolo in si v coni 2, 1, 2, čim dalj časa. To pomeni cona 2, kaj to pomeni? Cona 2 srčnega utripa. In to je 120 do 105, koliko? Odvisno, kakšen od posameznikovega utripa, ampak... Imaš, na primer, cona 2 imaš? Ja, tam do 150 tam. Imaš v coni 2? Ja. Zdaj, če si starejši, je pa ta utrip se zelo zmanjša. Pol pa... Je pa en kolesar, za katerega smo zasledila, da naj bi podaril rekord, čeprav... Ampak ga zagotovo ni. Ja. In naj bi 1984 postavil enako razdaljo, kot jo je Christopher Strasse, kar nisva zdaj čisto 100% pripričana. Ampak bo še preverila. Zagotovo ni tega postavil. Sigurno je ni, naj bi v dvorani, ampak je bil to človek, ki je med ultramaratonom kolesarskim umrl, ker ga je avto zbil. Ja, to se je tudi enemu Slovencu zgodilo, zdaj nisem zik, po mojem bil Jure Erho. Ja, res je. Je bil, zato ker imamo dva, ampak meni je bil Jure Erhovič, ki tudi je tekmoval na Ramu. In to je bil pa Frank Simons, ki je 1984 kao postavil. Ampak ga ni, ker je nemogoče, že sem da pogledal, da bi isto razdaljo. 84, takrat je bil material še zelo slab, čeprav je bil ta preskok, pa se mi zdi, da... No, potem pa pridemo do enega zelo zanimivega obdobja, in to so bila 10. leta tega stoletja, 2010 in naprej. Takrat je pa bila že... takrat je po igri že Christopher Strasse. Ja, pa je pa poskušal in potem tudi je 1000 km presegel. Ja, tekmoval je pa z enim ali celo dvema Slovencema. Z enim, ker ta drug je pa zdaj še. Ja. Je pa zdaj na take razdalje voz. In ta prvi Slovenc je, če lahko obrnem stran, je Stanislav Verstovšek, ki je podaril za nekaj časa Strassejev rekord in ga je tudi držal. Ne vem točno kdaj, vem pa, da ga je imel in to je bil tisti rekord, ki ga je Strasse šel podirati, ker je šel pelat 24 ur in je prepeljal 6000 km. In Stanislav Verstovšek je prepeljal 914 km v 24 urah. In to je bil rekord, s katerim je on Strasseju oduzel en rekord in predtem ga je imel pa Strasse, pa še predtem pa mislim, da spet on. Ja. No, ampak Strasse je pa takole šla njegova rekordna karijera. Je leta 2010 postavil rekord s prevoženimi 877,7 km, kar je 545 mil v 24 urah v Bukarešti. Ja, dolgo obdobje, če lahko dodam. Ja. Od leta 1963, ki je bil rekord 794 km, tukaj 877, kar je samo 80 km več, to ni neko zboljšanje, Kar se že vidi, da se teži napreduje, da je nekako, da prehajamo k limiti, čeprav limita pa smo ugotovili, da je še daleč. Čeprav ni več toliko zelo daleč. Ja, od tega, kar je zdaj. Ja, pol čez eno leto, spet nov. Ja, tle vmes, nisem pripričan, ampak tle vmes mislim, da je ta Stanislav Verstovšek še enkrat tle vmes podaril rekord, da ga je šel pol Strasse spet podira. Mislim, da je pel na 890 km, potem je Strasse zboljšal na 902,8. Potem je pa eno zelo dolgo obdobje med 2011 in 2017, ko je pa Verstovšek postavil ta 914 rekord in leta 2017 je pa trenutni svetovni rekord, ki še zmeraj velja Strassejev. Ja, dolgo obdobje, ampak napredek je pa zelo velik, 10%. Je zelo velik. Ja, je mogo nekaj pojesti vmes, da se je to izboljšal. Ja, kot mi radi rečemo, da je mogo še malo žgancov pojesti, pa je pa šlo. Pa je pa šlo, sploh za te vzdržljiv. Ne vem, čuden mi je ta preskok, 10% so gigantski preskoki, tudi v 6 letih, sploh za tako izga človeka se mi zdi prav malo neverjeten preskok. Mislim, je to zdaj številka 1, ampak ne vem, je pa naredil to 17. septembra,
Ja, mislim, sej noč pa dan sploh ni tako zelo pomemben, ni tako boš pa noč. Pa kje je to delal, ne? Je tudi tako. Ja, se to pa mene zanima, če ti slučajno veš, kako je on to na letališču delal. Je bil čisti krok, ne, če si da je bil v krogu, pa se vrtel tako, kot na velobu. On je, ne vem, na kjer na letališču to delal. Zdaj ne bi. Ampak mesto je bilo pa... Zeltvik. Ja. Tam sem pa jaz enkrat zmagal v judu. Ja, tista zmaga, ki si jo omenil. Ja, mislim, da sem je res, ja. Moja dobra zmaga. No, ampak on je pa na eni progi, na eni vzletni stezi, ali kaj? V bistvu tudi si ne predstavlja to, da se je pelil po eni stezi gor, pa dol, ker bi to toliko znižal, reč, prosti ponoviti. Ampak je nekje zavil. Ampak je bil ne čist krok, ampak po stezah in, ne vem, ovinki so bili, ampak ne ostri, ne? Ja. Hvala Bogu pri tej poprečni hitrosti. Sploh pri poprečni hitrosti, ki je dosegel v prvih 12 urah. Ne? V prvih 12 urah? Je pa dosegel, visoko. Ne? Lahko si vsak predstavlja, koliko se pele s kolesom, ko gre v trgovino. Dobre, vse ima se veliko slabše kolo, koliko vem je to delo na kilometer kolesu Specialized. Pa si zamisliš, ko greš malo v trgovino, ali pa greš na kolo, pa imaš povprečno 33, pa je ravnina, pa če takoj, ki je malo klanca, že pod 30. Ja, no, on je pa imel, malo več, ne? 45. To pa... 45 km/h je 12. Ja, 12 ur, ne? Potem se je pa to zmanjšal. Po prvih 12 urah je bil pa kar tako drastično skočil, da je sam tako padal. Pa je bil to izračunano poprečje, ali sam rekel, izvem pa 38 valzov naprej. Pa glede na to, da je rekel, da gre na 1000 km, bi jaz rekel, da je začel prehiter in da je pol tudi rekel, da gre, mogoče imel kakšen drug plan na začetku, ampak meni se zdi, da ne. Da je to po mojem mnenju zelo neumen, mislim, da je on najbolj ve, ne, ampak da narediš preskok iz 45 v prvi polovici in potem, da ti pade povprečna hitrost na še vedno zelo velika cifra, 42, 75. Je povprečna celo. Povprečna cena, ampak to pomeni, da si mogel pelati pač pol to mislim. Ja, 40 v bistvu, ne? Ja, no, 40. Ja, 40. Malo več kot 40, še vedno, ker je velik, ne? Ampak je pa tudi velik manj kot 45, ne? Ker ni to zdaj enak, kot da se boš pelil 15 pa 20, pri tistih hitrostih se pozna to v moči, ki jo rabiš dati še toliko bolj. In se mi zdi, da je to ker... Mislim, da se da mogoče iz tega vidika še malo hitrej pelati. Gre razporediti svoje moči še bolj, ampak težko je. Težko. Koliko ti pade povprečna že iz tega, ker si zmatran in zato recimo jaz ne bi mogel 600 km, ko so prej rekla. Odpeljati v enem dnevu ne bi mogel, tudi če bi naredil 300 km v 11 urah, on ne bi mogel, zato ker. Ampak to so res vzdržljivosti športniki, ne? On je tekmovalec na Race Across America, ne? Ja. Kaj je kratica? Ram. Ja, zmagal ga je že 6-krat, tudi rekord ima 7 dni, pa še par ur. Da to je, ker... Dirka je pa... Kaj pa je Ram, ne? Race Across America je pa od zahodne pa do vzhodne obale. Torej, meni se od Los Angelesa, Kalifornije nekje, pa do New Yorka. Da dirka je dolga, precej živ. Pa tudi spat rabaš v mestu, je spet nekaj drugega, kad samo pelati 24 ur brez spanja, moraš biti v glavi, moraš biti močen, se to so psihično zelo močni športniki. Ni samo v nogah, čeprav da je dol 275 vatov je zelo velik, ampak kad te v zadnjih 8 urah peredeš, je to še veliko težje, ni samo. To je na 1000 km, ne? Ja, to je bilo na... Ja, 8 ur daš prav. Ja, ampak pol, kad greš pa Ram, ne?
Pa itak te bodaš. Zelo bo toplo, klanci bodo, ne, ker na letališču ni nekih velikih klancov, tudi okoli njega ne, ampak na res Across America pa so. In ne vem, kako mu je to uspel. Ne vem, kako mu je to uspel. Prejšnjo hitrost si imel pa na ramu, kakšno? 27. 27 km/h. 27, to je pa precej veliko. Prav si misliš, se ni veliko, 27, to pa lahko še jaz. Ja, časa držim. Ja, jaz 27 se pelem. Ampak to je za spat. Praktično na polno. Ampak to je za spat. Sklanci, ne? Ja. Ampak to je se pravi, pelo pa zdaj hitrej. Veliko hitreje rabiš pela. Ja. Ampak za spanjem, ured, ne, je pa pol pade povprečno, ne, se ne premikaš. Ja. Čeprav, glede na to, koliko so spali malo, ti sploh ne, ker je to dolgo obdobje. Ampak... A slučajno veš, kako to spijem? Ja, 15 minut, pol ure, pa največ do tam uro pa pol, 2. Ampak to, če padeš v neko hudo krizo, je mogoče bolj, da se ustaviš za nekaj časa, nadaljevati v krizi ni dober. Ja. Ampak rabiš se pa tudi po vseh pravilih, ne, to ni zaprta cesta. Po vseh cestnih pravilih, če je rdeča luč in te tudi diskvalificirajo, če peleš čez rdečo luč. Ne smeš kršiti nobenega pravila, to ne pomeni, da če kdaj pozabiš, da te roko levo, desno, da te bodo diskvalificirali, ne? Ampak če greš pa čez rdečo, tudi če semafor pa traja 10 minut, ne smeš. Lahko greš kje okoli, ampak... Takrat pa res koristiš za spanje. Ja. Pa rečeš eno mimo idočmu, da je te zbudi. Ja ne, se imajo avto za sabo. Avto imajo za sabo. Ja, vsak. Brez podporne ekipe težko. Težko bi kaj naredil. Ampak 27 povprečna, to so res velike cilje. Zdaj, za nekega amaterskega kolesarja, težko si to sploh predstavljaš. Da. Ja. Ja, on je pa tistem dnevu, ko je podaril ta rekord na 1000 km, pa še 12 drugih rekordov podaril. 12? Mislim, da 12. Ne vem, jaz. Tam sem nekje zasledil, da je 12. Strasser je postavil 12 novih svetovnih rekordov. Novih rekordov svetovne ultrakolesarske zveze, kar je World Ultra Cycling Association. Ampak zdaj tle vidim na 100 km, 200 km, 500. Sam tukaj je neki, ne? Ne gledajo se rezultati profesionalcev. Profesionalnih dirk v pelotonu, ker je za veter, lahko sodeluje, tukaj moraš biti sam. Pa noben tega ne poskuša, verjetno. Ja, zagotovo ne. Tako da to so rekordi, ki v resnici, če bi še nekdo drug te na krajše razdalje, če bi še nekaj kar... Ja, siguren se jih da zboljšati. Yeah. Mislim, zdaj jaz jih ne bi mogel... Vsi te rekorde so verjetno vzeli. Ja. Tega nisem preveril. Ja, ampak 100... Tistega na 1000 km pa 24 ur. Tega zagotovo ne. Tistega na 1000 km naj bi imel pa še en Slovenc, kar pa v resnici ni res, ne? Kar ga imaš trase. Ja. Kar je v 24 urah pelil 1026, ta Slovenc, je pelil pa 24 ur pa še neki, je pelil 1000. Ne, 26 ur, 28. Ja, 26 ur, pa 1000. Se je šel na 1000 km, ampak je rabo 26. Ja, več je rabo. Več je rabo, ker precej več. Povprečno je imel precej nižjo. Ja. Tako da... Nima rekorda, ampak je pa vsem dober rezultat. Ja, mislim siguren, da že prepelaš to. Je zelo dobro. Sploh v enem dnevu. Ja, to pa sploh. Na njegovi progi je bilo mraz, imel dež. Pa v celem dnevu je porabil 14.400 kalorij. Ja, jaz, ko sem delal Everesting, sem jih pod 10.000, ampak jaz sem lažji kot on, ne? Ja, sem ti si delal Everesting, tudi krajš. Tudi med časom. Ja, seveda, 15 ur sem se premikal. Se pravi, teoretično si jih porabil praktično isto kot on. V razmerju. Ja, jaz sem imel klanc, ne, še, to je bilo... težko, čeprav pri meni je bilo verjetno toplejš, kot pri njemu. Jaz sem bil 11. S Atom zelo podoben, ne? Ja, on je... Je pa, pri njemu je više geografska, mislim, bolj severno je delal. Ja, ampak jaz sem delal 11. september, on pa 17. Ja, sicer ni pa res, ne, da
je on, če je bil dež, ne, če je bilo bolj mrzlo, da je porabljal manj energije, kot nekdo, ki se poti, ne, in tako. Ker se za segrevanje pograblja še nekaj. Ja, točno to. Zato to rabiš zelo upoštevati. Ja. Ne vem, zakaj si je izbral z vso ekipo, ki jo ima ravno dan, ki dežuje, ampak... Ja, to je tako, ko planiraš eno stvar, pa planiraš pol leta naprej, pa postaviš datum. Zelo dolg naprej, ne. Postaviš datum, pa celo ekipo zbereš, pa... Seveda, pa je to težje koordinirati, ker ne si sam. Ne moreš predstaviti. Ja. Ne moreš predstaviti. Praktično ni možno. Težko to predstaviti. Pa verjetno je bil tudi on perfektno pripravljen takrat, ne? Da si siguran, da je biti sibe. Tukaj ni. Če bi se za en dan zamenjali, to bi bilo... Ja, bo... Katastrofa za zdaj. Ja. Verjetno je to celo Kar je bilo. Očitno je najboljš, se ima rekord. Mu ga je težko vzeti. Čakaj, on je v zadnjih 8 urah porabil 1440 kalorij. Ne v celem dnevu. On je v zadnjih 8 urah porabil 1440 kalorij. 1400 ali 14 000? 14 000. Ja, 14. Jaz sem mislil... A ja, zadnjih 8? Ja. Aha. A to pa piše. Ja, v zadnjih 8 urah je vozil v dežju, a je kljub temu porabil kar 14 000. Ja, ne, se mi je zdel čuden, ker 275 vatov se lahko zaračuna. Jaz sem delal Strava izračunal, nisem imel powermetra. Ja. Da sem izdal 130. 130. Kar je velik, ne, še eden. Še enkrat manj kot on. Ja, še enkrat manj kot on. Jaz sem pa še težje v Strasija, kaj je bil pa. Ja. Koliko 78? Ja, 75. Tam nekje. Kar je velik več kot jaz sem imel takrat 14 let in sem imel okoli 55-54 kil. Jih imam malo več, ampak še vedno se mi zdi, da se mi je zdel čuden. Da bi cel dan rabil. Sicer ne toliko zelo čuden, ampak čuden še vedno. Se pravi, on je v resnici porabil 3-krat. Ja, se mi je zdel... 14 000. Čuden se mi je zdel, ko iz začetka, mogoče jih je še več porabil, ker je imel večji... Zelo glede na to, da so tle napisali, da je kljub temu porabil kar 14 400 kalorij, to pomeni, da je še verjetno prej še precej več. Ja, se mi zdi zanimiv. Se mi je zdaj že prej zanimiv. Sicer je bil dež, ne, pa si mogel se... Ampak moč potem pade, tako da se mi zdi, da je še prej več pokuril. Se mi je zdaj čuden, zdaj nekateri youtuberi se lotijo izziva 10 000 kalorij pojesti in pokuriti. Se je tako, ja, dobe, pa ni toliko neverjeten, ne, 14 000, ampak ja, v 8 urah. 45 000 je porabil, sigurno. Ja, to je pa, ja, to moraš pa kar nekaj pojesti, ne, zdaj vem. Se imel, zdaj piše, njegova ekipa dobavitelj športne prehrane je bil Peroton. Pa ne, da jim bi zdaj delali reklamo, sem tako za... Ja, če koga zanima. Koga lahko 24 ur sabo jemljate za prehrano? Ja, sam boste mogli imeti neko ime. Meni se zdi, da ne grejo tega za ston. Lahko si pa sami kupite kaj od tega Perotona. Očitno dober, da bo videti. Očitno jim gre dober, glede na to, da so nekoga spravili. Sej prvič slišam, ampak hoče pa jaz za kakšen svoj izziv, čeprav me ne sponzorirajo, me tudi ne bodo, ampak mislim, piševa pa se vroči kaj zgoditi. Lahko pa. Ampak zanimiv, 14 000 kilokalorij, da to je pa ja, velik vsega skupaj se mi zdi, da... Ja, veliko se je zgodilo v njegovem rekordu. Težko, mislim, to je take gramozanske številke, da si težko predstavljaš. Sicer, jaz sem po moje porabil več kot 10 000. Kaj si se meril? Ja. Ampak to vse ni čez 45 000. Ne, to zagotovo. Ampak tle je veliko faktorjev, ki jih je treba gledati. Mogoče bomo tle naprej kalkulator imel zraven. Ja. Ker to bo zdaj zanimivi podatki, ker mi da bo zdaj verjetno bolj izzive. Če se spravljala, tako da če koga zanimajo izzivi v športu, marsikaj izziv bo verjetno. Ja.
Ko zanima, se naročite spodaj v posnetku na kanal. Če vam je ta izziv bil všeč, enega za Strasserja, še en like lahko date. Ja. Čeprav nama je to največ pomeni, da si pogledate te stvari, pa vas zanimajo. Ja. To največ pomeni. Je bil pa, mislim, kaj bi mogel pojesti, me zdaj bolj zanima. Za toliko kilokalorin. Michael Phelps, recimo, on je tudi zelo športnik bil, je pojedel vsak dan, se mi zdi, da 13,000 kilokalorij, ko je imel trening. Vsak dan je to pojedel. Ja, jaz ne vem približno podatke, koliko en strongman poje vsak dan, ki se pripravlja na World Strongest Man Competition. To je, mislim, da tam od 8 do 12 tisoč, nekje 10 tisoč jih poje vsak dan. Ja. Se pravi, to je kolesar, ki ima vsaj dvakrat manj kil. Ja, ampak tukaj je ena stvar, da tega on ne dela vsak dan. Pa sicer naredi vsak dan, ker po več kot 100 km. Ampak še vedno tole je ekstrem. Čeprav za trening za 1000 km moraš tudi kdaj narediti 600 km, ne, ni sam 100 km na dan, je treba tudi 500, 400. Kar so res veliki. Na 60% še dela, ponovati. Ja. Take stvari. In je zelo veliko. Ja. Kaj pa rabiš za to pojesti? Ja, veliko olja, pa veliko. Maščobe, pa takih stvari. Ne vem, kako sploh lahko poješ. 45,000. Pa, ki zdaj mi računava s 45, mogoče bi bilo slop s 50 boljš. Veliko rabiš pojesti. Mogoče bi bilo bolje, da bi mi na 50 računala, glede na to, da je imel 15,000 v 8 urah, tistih, ki je bilo najtežjih zadnjih, pa ki je šlo najbolj počasi na sebe. Tako da jaz najbolj, da s 50 računala, čeprav bi znali biti še več. Kaj pa je to, ne? Mogoče pol zaračunava, če bi samo hrano lepo jedel, kaj rabiš pojesti, pa zaračunava po posnetku, pa pol dava na posnetek. Mogoče bo. Mogoče tako Ker zdaj ne vem, lahko pa uganeva, kaj bi mogel pojesti. Recimo, koliko litrov olja. Bova zdaj. To noter dala v posnetek. Ja. Kaj, zdaj? Evo, zdaj pa naprej, zdaj ste zvili, koliko kalorij približen. Vidva, zdaj še ne veva, kaj to bo bolj preverila, pa računala. Ja. Ampak, veliko hrane. Lahko ugana. Ja, lahko poskušava predvidevanje narediti, da vidva, koliko so natančno zadela. Ja, jaz, ki razmišljam, jaz bi rekel, ja, to je težko vprašanje. Jaz lahko povem, koliko kil skute bi bilo treba pojesti. No, povej. Zato, da bi povedal 50,000 kilokalorij, bi mogel pojesti ne, 40 kil skute. Tukaj se zgodno zakrestavljal, ne? Nikoli ne greš sred, pardon, nikoli ne greš na WC. To pomeni, da nimaš več 78 kil, ne? To pomeni, da jih imaš krepko čez 100. Kar je... Ja, no, neke cifre so, ne? Sigurno ni pojedel 45 kil hrane. Ni, ne? Dobiš z kakšni ved. Jaz skutam 140 kilokalorij na 100 gramov, ne, imaš pa stvari, ki je krepko čez 600 in tako naprej. Tako da ni jedel skuto, ne? Ne. Tega ni. Ampak se kakor jaz verjetno pojedel kar nekaj kil hrane. Ja. Tudi s temi kili pa vsem tem ne dobiš spet to. Ne, spet ne. Tega ni 1 kila, ne. Je več, ampak zagotovo je... Bo tudi to preveril. To moramo... Bo podatke napisala, posnetek. Zanimiv veliko, no. Ja. Mislim, nepredstavljivo ogromno. Ja. Tako da... Ja, ne, tale Peloton si moramo pogledati, kaj imajo. Si pa sami pogledajte, če si boste Peloton, to ne bom ne zdaj videl. Ja. Ampak jaz za moje mogoče naslednje izzive pa... Da ti je zanimiv. Mi je zanimiv. Me zanima, kaj je to. Kaj je to neverjetnega, da uporablja človek, ki gre take stvari delati. Mojih 300 km se zgleda zelo malo proti temu, pa Everest. Še da je zelo velik in težko. Moramo vedeti, da govorimo tole o nekom človeku, ki je neverjeten. Ja. In ne moraš tega primerjati. Ja. Da,
Nič, ne. Kaj so še pol podatki? To je to. To je to. Jaz imam samo še pripravljene, kaj je Strasser na koncu tega izziva povedal. Tako sem srečen in hvaležen, da mi je uspelo kljub vremenu. Vzdušje je bilo neverjetno in gledalci so me izjemno motivirali. Od začetka mi je šlo odlično. Po 12 urah sem imel poprečno hitrost 45 km/h. Zato sem se osredotočil na cilj 1000 km. Velika zahvala vsem, še posebej oboroženim silam za izjemno podporo. Zanimiv končni rek, se pa vidimo v naslednjem epizodu. Adijo. Adijo.